volilnem štabu Nove Slovenije. Vidite, da smo se malo reorganizirali, da naše ekipe že delajo. Včeraj in predvčerajšnjem in danes potekajo že fotografiranja kandidatov, tako da imamo že osnutke plakatov in smo na dobri poti za dobro volilno kampanjo. Nova Slovenija na teh volitvah miri na 3. mesto, kar je glede na nekatere ankete tudi možno doseči. Seveda, vsak boljši rezultat bo pa še toliko boljši za Novo Slovenijo oziroma nam bo omogočal še bolj uresničevati naš program. To je uresničljivo. Na volitvah torej mirimo najmanj na 3. mesto. Geslo Nove Slovenije za to kampanjo je NSI odgovor za prihodnost. Potem stavimo na naš program, ki smo ga že nekajkrat predstavili. Naslov našega programa pa je Odgovori za prihodnost. Nastajal je na podlagi dela našega štaba, strokovnih odborov, na podlagi strokovnih mnenj in pa predvsem na podlagi naših izkušenj, ki smo jih dobili na terenu. Ko se pogovarjamo s podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki, so velikokrat poudarjali ene in iste probleme in mi smo rešitve, odgovore za te probleme zapisali v naš program. Zato se program imenuje Odgovori za prihodnost. 3 temeljne točke, na katerih sloni naš program: nizki davki, enostavni upravni postopki in pa odprto gospodarstvo, ki bo omogočilo konkurenčno poslovno okolje. Predvsem pa želimo v Novi Sloveniji spodbujati pozitivno vzdušje, dobro klimo za gospodarstvo, torej klimo, ki bo naklonjeno gospodarstvu, kajti gospodarstvo je tisto, ki prinaša denar, sredstva v našo skupno vrečo. Kako jih bomo delili, pa bo potem veliko lažje, bolj ko bo vreča polna, laže bomo ta denar namenjali za ene, druge ali pa tretje potrebe naših državljanov. Predvsem pa želimo spodbuditi posameznike, spodbuditi podjetnike, vse tiste, ki imajo ideje, ki imajo tudi sredstva, ki želijo delati, da bi preko enostavnih postopkov, nizkih davkov, spodbudnega okolja lahko svoje ideje uresničili in na ta način tudi se samozaposlili ali pa ustvarjali še nova delovna mesta. V Sloveniji nam predvsem manjka te pozitivne klime. Jaz vedno to primerjam z mojim vrtom, lahko se še tako trudim, zalivam, okopavam, če ni dežja, če ni dobre klime, potem bolj malo zraste. In isto je pri nas, torej politiki ne ustvarjamo delovnih mest, ampak moramo ustvarjati okolje, ki je naklonjeno gospodarstvu in na ta način bo tudi gospodarstvo uspevalo. Še nekaj besed o naših kandidatih. Imamo 82 kandidatov, torej nekaj kandidatov kandidira v 2 volilnih okrajih, tudi jaz sama kandidiram v volilnem okraju, ki zajema občine Moravče, Lukovica in del Domžal, in pa volilni okraj, ki zajema Ribnico, Sodražico in Loški potok. V teh 2 okrajih sem kandidirala tudi na volitvah leta 2011. Od 82 kandidatov je 46 moških in 36 žensk. Torej ni še čisto kvota izenačena, ampak smo na dobri poti, da imamo na naših kandidatnih listah vedno več žensk. Še zanimiva je še starostna struktura. Torej imamo 15 kandidatov, ki so mlajši od 30 let, najmlajši 3 kandidati so stari 23 let, potem med 30 in 50 je 38 kandidatov, naš najstarejši kandidat, eden, pa je star 71 let. Še na naši listi je 5 doktorjev znanosti, 3 magistri znanosti in pa 56 kandidatov z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. Torej, naša uradna kampanja se začenja danes, tudi z našim kombijem, ki bo odšel na teren. V njej bo mlada ekipa, ki bo
na terenu delila tudi steklenice oziroma plastenke z vodo. Tukaj je vzorec zanjo že na mizi in na ta način želimo povedati, da smo v Novi Sloveniji blizu ljudem, da bomo na terenu se srečevali z ljudmi, jim podarili vodo za sušna obdobja in na ta način se tudi srečali z našimi volivci, simpatizerji, potencialnimi volivci na terenu. Kampanja ne bo presegala oziroma bomo racionalni pri trošenju denarja, več bomo skušali narediti na terenu, tudi z nastopi v medijih, z pozitivnim vzdušjem. Lahko rečem, da 2 dni so potekala fotografiranja naših kandidatov tukaj, imamo dobro ekipo, optimistično ekipo. Sem vesela, da so se v tem času dali ljudje na razpolago, kajti ni enostavno, ko je odnos do politike v Sloveniji na precej nizkem nivoju, ko mnogi zaman iščejo službe, ko tudi mladi se večkrat bojijo, da jim politična angažiranost lahko celo škoduje, so se dali na razpolago, zato imamo dobro ekipo, optimistično ekipo in sem prepričana tudi v dober rezultat Nove Slovenije.